Profesor Matevž Dular, znanstvena javnost je ob koncu lanskega leta postala pozorna na vaše raziskave, ki jih opravljate v okviru Fakultete za strojništvo. Pozornost je bila toliko večja, ker vam je uspelo s prebojno raziskavo, pridobili ste namreč sredstva Evropskega raziskovalnega sveta, IRC na kratko, v višini približno 2 milijonov evrov za obdobje 5 let. Gre za projekt z akronimom KABUM, raziskovali pa boste mehanizme ob interakcijah kavitacijskih mehurčkov s kontaminati. Vi ste bili šele 4. raziskovalec v Sloveniji, ki je pridobil projekt te prestižne organizacije. Je res ta sistem tako zahteven in pa konkurenčnost tako velika? Ja, je. Mogoče zakaj je toliko malo raziskovalcev v Sloveniji, mislim, da se je bilo 5 sicer. Zakaj nas je tako malo, je mogoče malo večplasten problem. Ena stvar je, da res rabiš neko prebojno idejo, da moraš priti z nekim čist novim res prebojem, ki bo obetal neke nove tehnologije, nove raziskave na več področjih, da ni samo tisto zelo fokusirana raziskava, ampak da bo tem odmevala v več področjih, kar je v bistvu težko dobiti, tako idejo. Po drugi strani je pa tudi tako, da v Sloveniji je težko se nekako osamosvojiti in biti dovolj dober, da lahko sploh konkuriraš na teh razpisih. Jaz sem recimo že 5 let nazaj probal in so me gladko zavrnili, zaradi tega, ker sem še vedno delal v skupini mojega mentorja, recimo. In potem sem se nekako dogovoril tukaj, da sem se bolj osamosvojil, pač zato je treba nekaj poguma, nekaj rizika, če ti pa uspe, imaš potem bistveno več vrat odprtih. In to je mogoče malo problem Slovenije, zakaj toliko zaostajamo za ostalim, za zahodnim delom Evrope, ker ta sistem ni najboljši za mlade ljudi vzpostavljen. Pa tudi delno tudi za vzhodem. Vem, recimo Čehi so kar prodorni pri teh. Ja, mislim, Madžari tudi. Madžari so zelo dobri v tem, ampak Madžari so upravili drugo taktiko. Oni so praktično vsakmu Madžaru, ki dela v tujini, ki je zelo dober, so mu v bistvu rekli, če dobite IRC, vam mi podvojimo denar. To je pa že ena dosti dobra motivacija, da se bo tudi kdo vrnil. V Slovenijo pa jih malo se vrne nazaj. Ja, ta dodeljena sredstva se zdijo seveda za naše razmere kar velika za en projekt namreč. Rok za izvedbo je 5 let, premalo pa se poudarja, da je raziskovanje danes kar zahtevno, če hoče biti učinkovito. Ja, v strojništvu sploh. Naše raziskave so ekstremno drage, to je treba povedati. Tudi v svetu gre zelo veliko raziskav bolj v numeriko, v simulacije, ker za tisto rabiš računalnik, sicer zelo zmogljiv računalnik, to je to. Kar smo mi že nekaj let nazaj opazili v naši skupini je, da če hočemo neko konkurenčno prednost imeti pred ostalimi, se moramo vršiti v eksperimente. Eksperimenti so pa ekstremno dragi. Zato nas tudi cenijo v svetu, zaradi tega, ker smo eksperimentalno zelo dobri. Ker numeriki vedno rabijo naše eksperimente, da nekako potrdijo, ali so prav delali ali niso. In teh 5 let pa 2 milijona evrov, zdi se veliko, res ni pa to toliko. Recimo polovico tega denarja gre za plače, nekaj gre za režijo, nekaj gre za opremo, na koncu ti ostane 10-20 tisoč evrov na leto, ki ga lahko za materialne stroške porabiš v končni fazi. Eksperimenti sem pa, kot že rekel, to je ekstremno drago, zelo dolgo časa traja, rabiš imeti zelo sposobne ljudi, ki to delajo. Zato so to tako dragi projekti in zato se jih nihče ne loti. Ne moramo se lotiti tega z bistveno manjšim finančnim vložkom. Je pa res, da je uspešnost raziskav danes vedno bolj povezana z uspešnostjo skupine kot take, ki na določenem projektu v bistvu dela. Kako se boste vi s tem ukvarjali, srečevali? Kako boste iskali sodelavce in pa kakšne ovire se vam utegnejo pri tem pojaviti? Zdaj, naša skupina trenutno, mislim, da nas je 12 raziskovalcev. Zdaj nekaj jih bom probal tistim, ki se bo jim stekli projekte, bi jih rad zadržal tukaj, bo takoj začel na tem projektu naprej delati. Po drugi strani moram paziti, da bojo vseeno toliko samostojni, ta najboljši, da bojo čez 3, 4, 5 let lahko tudi oni IRC projekt prijavili. Se pravi, bomo sodelovali skupaj, sam ne smem jih pa ovirati pri tem. To je tisto, kar pač je moja naloga pri tej zgodbi. Zraven bom probal tudi seveda dobiti
koga iz tujine, pa pri tem mislim predvsem na tiste, ki sem jih imel tukaj kot študente do diplomskega študija, pa ni bilo za njih financ, pa sem pač zavrtel 3 telefone in so šli v Francijo pa Nemčijo študirati na doktorat. Zdaj bi se radi eni vrnili, a ne? Upam, da je to dosti dobra motivacija, da bo prišli nazaj. No. Z 2 smo že zelo blizu temu, da boste se vrnili. No. Ja, ERC podeljuje sredstva za bazične raziskave, kot sva rekla. Ne? Vi pa ste se s kavitacijo v bistvu že ukvarjali. Ki je tu zdaj skupna točka, recimo, ne? Mogoče bolj to, da sem se ukvarjal, je bil bolj problem mogoče v tem, da ERC ne podpira nečesa, kar si že delal. Se pravi, mora biti res nek, kot bi rekel, presekemo, pa delimo nekaj novega v tem smislu. To je tisto, kar ERC nekako zahteva. Ja, bazične raziskave so tudi tisto bistvo, ni treba niti, da je neka aplikacija zadaj, nekako pri strojništvu, pri inženirskih znanostih se to nekako ceni, da je vsaj neka vizija o neki aplikaciji. Ta moj projekt je pa dosti zanimiv, je pa prišel čisto iz industrijskega sodelovanja. Sicer najprej je bil nek bazičen projekt, ampak smo že tam začeli sodelovati z industrijo, potem pa, ko smo začeli se ukvarjati s bakterijami, pa virusi, pa vodovodne sisteme smo probali čistiti, neko napravo smo naredili. Smo pa v bistvu opazili, da nekaj pri celi zgodbi ne štima. Ne? Če bi tako rekel, ta kavitacija, ki je zelo agresivna, ne, lahko poškoduje, ne vem, propelerje, ladijske ali pa turbine, črpalke. Za bakterije je bilo pa ravno tisti tip kavitacije, ki je nekako najbolj nežen hidrodinamsko, je bil za bakterije najbolj neugoden. In to je bilo pa na glavo vse razumevanje postavili do zdaj. Ne. Člankov na uporabi kavitacije v te namene je bilo, ne vem, 1000 že napisanih, a ne. Noben se pa ni vprašal, kaj je dejansko ta mehanizem zadaj in očitno ne razumemo tega. In to je bila ta ideja, ki sem jo nekako jaz vodil čez cel ta prijavo projektno. No, kavitaciji rečete mehurčkanje, ne? Na nek način, mislim, za laike, ne? Ravno. Čeprav ni čisto ustrezen izraz, ampak kakorkoli, no toliko za poznejše, boljše razumevanje, ne? No, rekli ste seveda, da ni zaželjena, ne? Kavitacija. Se vam je pa izkazalo zelo koristno, v nekaterih primerih najpogosteje omenjate čiščenje odpadnih vod, ne? Tako navajate uspešnost odstranjevanja farmacevtskih oblak, cianobakterij, alg, bakterije legionele. In kot prvi, ki ste rekli, ne, ste opozorili tudi na možnost kavitacije virusov, ne? Ja, mi smo, to je ravno to, ne? Pri nas recimo je ta skupina, ki delamo skupaj, smo nekako, mička smo polarizirani, ne? Eni smo tisti, ko se hočemo ukvarjati z razumevanjem pojava, pa kaj se zadaj dogaja, pa kaj je fizika zadaj. Potem pa druga skupina, ki zelo tesno sodelujemo z njimi, so pa tisti, ko ženejo naprej, pa rečejo, dajmo tole očitno deluje, gremo v patent, gremo prodajati zadevo, povežemo se s firmami, pa dajmo. Zdaj to je tak konflikt, ko v bistvu mi jih bremzamo, pa ustavimo, da ne bi šli prehitro naprej, preden dosti vemo, oni nas pa ženejo, da čim prej napreduje to znanje, ne? In zato gremo tudi zelo hitro naprej, ne? In na ta način smo potem v bistvu začeli probavati z vsemi možnimi temi kontaminanti. Začeli smo v bistvu s farmacevtiki, je bil skupaj z inštitutom Jožef Štefan smo takrat delali, je ena doktorantka iz tega delala. Ona se bo tudi potem verjetno pridružila projektu, no. Se pravi, da imate v skupini in biologe, farmacevte, strojnike. Biologe, strojnike, fizike, zelo heterogena skupina smo in zelo dobro sodelujemo, je dosti super, no. Se pravi, ja, na virusih je bila pa spet čist ideja, je bil nek tak preboj, noben še ni tega probal, ratalje, dela je bilo ogromno zadnji, to je en biolog, en podoktorant se je s tem ukvarjal 2 leti recimo, ne? In na koncu smo prišli do tega, da smo zelo nizkim energijskim vložkom odstranili, mislim, da je bilo 99,97% virusov, ne? So bili inaktivirani. Kar še ni tisto, kar želimo, kar nekako še mičkam več bi mogli, da bi to lahko rekel, zdaj pa je to neka dezinfekcija, ne? Se pravi, to je tisto, kar predpisi pravijo, da mora biti, ne? Ampak smo blizu, ne? In tak projekt je ta, ne? Bomo še bolj razumeli, kaj se dogaja na mikronivoju in bomo potem še boljšo napravo lahko naredili in dejansko lahko mogoče potem nekaj uporabljala. Pa se ta metoda kavitacije že uporablja kje v industrijskih recimo sistemih? Se uporablja, v velikih sistemih se uporablja, ni pa nujno, da
niti vejo za to, recimo pri homogenizaciji mleka. Tam je dejansko prisotna kavitacija, da ti velike maščobne celice razbiješ v manjše. Ni pa to tisti mehanizem, ki bi ga oni radi stopnjevali, recimo. Ali pa pri litotripsiji, to je recimo odstranjevanje ledvičnih kamnov. Ti ga z ultrazvokom odstranijo, ne da bi te operativnega posega delali. To so procesi. Ali pa recimo, že v splošni uporabi. To je že čisto standardna zadeva. Recimo, potem uporablja se tudi za emulzije, za delanje emulzij. Kaj je dosti zanimivo. Recimo, to je uporaba emulzifikacije z ultrazvokom, pa kavitacijo je stvar, ki obstaja. Smo pa ravno zdaj ene par študij naredili in smo ugotovili, da je tisto, kar smo mislili, kako se zgodi, je narobe. In zdaj imamo en projekt skupaj z Američani, da to bomo malo bolj natančno raziskali, kaj se tukaj dogaja in ali lahko ta proces še izboljšamo. No, nekaj o tem natančneje, recimo tem ERC projektu. Kako ste prišli sploh na idejo, da se tam nekaj dogaja? Vi boste predvsem delali na raziskavah virusov pa bakterij. Ja, tukaj smo se mogli najprej, če najprej tukaj začnem, mogli smo se malo omejiti. Lahko bi šli širše, lahko bi šli še na kemijo, pa na farmacijo, pa tako naprej, ampak enostavno ena stvar je, da bi bil potem preglomazen projekt in ga ne bi mogli dobro koordinirati, druga stvar je pa to, da rabiš imeti zelo dobre sogovornike recimo na drugi strani. Recimo, zelo dobro sodelujemo z biologi. In zato smo se potem tudi odločili, da gremo samo v biološki del, se pravi viruse, bakterije. Ideja sama pa, kot sem rekel, mi smo delali pač za bakterije, čisto konkretno, ki je prišla iz bakterij, za legionelo je šlo tukaj, kjer smo v bistvu vse tiste načine, ki so delovali pri farmacevtikih, smo probali tudi za bakterije uporabiti. Ampak bakterije so ostale rezistentne na to, jih ni dosti motilo. Potem smo rekli, dajmo probati čist nekaj drugega, to najbolj nežno kavitacijo, kot sem rekel, reče se super kavitacija. In ko smo to probali, tisto pa je bilo neugodno za bakterije, niso preživele. In tukaj smo rekli, ok, zdaj, če je nekaj hidrodinamsko agresivnega, je ne uniči, neko, kar je pa hidrodinamsko čist nežna zadeva, ki se ni toliko pomembna, stališča, ne vem, turbin pa tega, pa za bakterijo je neugodna, se pravi, ne razumemo, kaj se zadnji dogaja. Se pravi, če hočeš narediti nek sistem, ki bo dobro deloval za recimo legionelo v nekem vodovodnem sistemu, v eni hiši, moramo čist spremeniti razmišljanje, da bomo lahko tak sistem naredili. To ste rekli zdaj za bakterije, ne? To je za bakterije. Za viruse pa spet delujejo dosti bolj podobno se odzovejo, kot so recimo farmacevtiki. Tam zgleda, recimo, ko imaš mehurček, ki skolapsira, eni pravijo, kar spet ni čisto preverjena reč, da ob kolapsu, če se potrudiš, lahko dobiš zelo visoke temperature. Visoke temperature, to so 10.000 stopinj Celzija recimo. Tam se ti lahko recimo tvorijo radikali in potem v bistvu neke kemijske spojine zoksidirajo in rata nekaj drugega. In možno je, da pri virusih nekaj podobnega rata. To je Ampak se pravi, to so samo zelo posredni dokazi. Zdaj ta kabum ne bi pa neposredno gledal. Res, da imamo, ne vem, recimo bakterija, je že dosti velika, pa mehurček je tudi dosti velik, bi rekel, da smo na nekaj mikrometrih, to se da narediti, da jih postavimo enega pa enega zraven, pa da vidimo, kako se bosta zmenila med sabo, kaj se dejansko zgodi. A je zdaj to visoka temperatura, kaj tudi lahko merimo, a je to visok tlačni val, a je to nek curk, ki ga mehurček usmeri v bakterijo, to se lahko zgodi. Mehanizmov je ogromno, kaj bi se lahko dogajalo, ampak ne veš pa, kateri je ta prav. Lahko jih je tudi več ta pravih, ne vemo. In analogno temo seveda tudi potem pri virusih iščete. To je zdaj vse šlašega. Pri virusih je mičkan težje, zaradi tega virusi so malo manjši. Tako da tam ne moramo gledati en virus, pa en mehurček ne gre, tam bomo malo bolj posredno bo treba gledati. Pri bakterijah bo mogoče malo lažje. Se pravi, če razumemo, rekli ste, da recimo pri bakterijah, da gre za nizko kavitacijo. Ja. Analogno temo bi šlo potem pri virusih pa močno. Ja. Predvidevate? Zaenkrat posredni dokazi to kažejo. Tako, kaj točno je zadaj, pa ne veš. Tudi če imaš zdaj to agresivno ali pa močno kavitacijo, je lahko še zmeraj ogromno mehanizmov zadaj. Ni samo zdaj, da je to, ne vem, visoke temperature, visoki tlaki
visoke hitrosti, lahko imaš te strigi, ne vem. Lahko je kjerkoli izmed teh. In če hočeš ti narediti aplikacijo, ko bomo ugotovili, kaj je, bomo lahko naredili neko napravo, nek stroj, ki bo točno ta proces, ta mehanizem zelo intenziven naredil. Ostalih pa ne, ki jih ne rabiš. Ne? To je nekakšna ideja. Se pravi, da je recimo ta vaša ideja tako prepričala komisijo ERC-ja, da vidi možnost potem aplikacije na X problemih. Ne? Ja, mislim, to gre lahko potem v vse smeri. Tudi to sem jim takrat na tem zagovoru, je bilo treba pokazati, da ni to zdaj samo virus pa bakterija. Ne? To lahko gre potem tudi konec koncev tudi pri eroziji kavitacijski, ki nam poškoduje propelere. Če smo čist po pravici povemo, ne vemo, kaj se zgodi. Ampak zdaj se to že toliko časa raziskuje, da se v bistvu noben več s tem ne ukvarja. Vemo, da se zgodi, približno znamo napovedati, koliko bo močna erozija, kaj točno je mehanizem, pa ne vemo. Ne? Mogoče smo mi edina skupina, jaz sem se zelo veliko s tem ukvarjal, smo edina skupina, ki res hoče čist v detajle, kaj se zgodi. Ne? Recimo, ko nastane neka lukenca v lopatici turbine, kaj se tam dogaja. Ne? Recimo, ravno zdajle maja bomo predstavili rezultate, kjer smo uspeli zmeriti erozijo v časovnem obdobju 3 mikrosekunde. Recimo, naslednja skupina, ki je za nami, meri erozijo na nivoju 10 minut. Mi pa smo na 3 mikrosekundah. To je tisti preskok. Najprej smo šli z 1 ure, pa smo šli na 1 sekundo, pa na desetinko sekunde, potem pa smo toliko razvijali naprej, da smo prišli na 3 mikrosekundah. Dejansko vidiš, kako se lukenca pod mehurčkom ustvari. In to so take stvari. Ta prenos znanja je pa zelo podoben. Če jaz znam zmeriti v 3 mikrosekundah, kako se lopatica poškoduje, so oni pa ERC videli, ok, ima ideje, verjetno bo znal tudi približno podobno stvar na bakteriji narediti. Tako nekako to gre potem. A potem predvidevate, da bi recimo za vsak kontaminat rabili posebno kavitacijo? Ja, verjetno, pa za vsak sistem tudi. Zdaj verjetno je razlika, imaš ti vodovodni sistem za pitno vodo, ali imaš za odpadno vodo, ali je to v čistilni napravi, ali boš proizvajal bioplin, kar se tudi da izboljšati s kavitacijo, ali konec koncev v mlekarski industriji, če hočeš homogenizirati mleko. Vsak ima neke specifike. In to zdaj ni več v bistvu predmet ERC-ja, ker to je že čista aplikacija, ampak nekako upamo, da bomo po 5 letih, ali pa 4, recimo prej, imeli toliko tega znanja, toliko zaledja za sabo, da bomo pa lahko rekli, v redu, zdaj pa rabimo neko firmo, neko napredno razmišljajočo, manjšo ali pa večjo firmo, ki bo rekla, ok, pejmo skupaj v neko investicijo, gremo narediti neko napravo in jo dejansko ugraditi in stati za tem, da bo to delovalo. To je tudi velik problem, da ti prepričaš potem uporabnika, da je to varno, da to bo delovalo, tukaj ni heca. Ne smeš narediti napake, da to ne bi delala. Ja, to so te velike industrijski sistemi. Kaj pa recimo na osnovi potrošnikov, nas? To se mi zdi, da dve opciji sta, kako se tega lotiti. Na primeru bi lahko rekel to, recimo na bazenskih vodah. To že delamo mičkeno v tej smeri. Ena opcija je, da greš ti do nekega kopališča pa rečeš, imam sistem, ki omogoča čiščenje vode, da vam je ni treba toliko klorirati. Kot sem rekel, tak sistem mora delovati 100% sigurno, ker če ne deluje, imaš problem, zdravstven problem. In če ne boš imel zaledja in res stal za tem, kar si rekel, ne bo noben takega sistema vgradil. Pa po mojem mnenju, če ti to rata, pridi v neko kopališče, neko veliko gospodarsko družbo, se bo pa to čez 5 let že nekako toliko cenej ratalo, da bo šlo navzdol, da bomo potem, upam, recimo na koncu imeli to tudi doma v masažnih banjah, pa v bazenih na vrtu. Bistveno težje obraten postopek, da bi rekel, najprej bom to doma naredil, pa bom pa šel prepričevati neko kopališče, da naj to vgradi. Ponovadi je zmeraj obratno, je pa težje začeti, sigurno. No, ampak ideja je. Ideja je pa definitivno. Jaz sem že doma tudi probal, to na našem vrtnem bazenu smo malo poganjali. Ne vem, nimam še rezultatov pametnih, da bi stal za njimi, kot sem rekel. To je bolj kako bi te v angleščini, trial and error, ali deluje ali pa ne, ni pa neke znanosti do zadnji še.
Kakšne prednosti pri čiščenju teh različnih tekočin, pa naj bi prinesle te vaše ugotovitve? Ker, kot razumem, boste zdaj nameravate skleniti krog iz aplikativne v bistvu najprej, potem greste zdaj v bazično raziskavo in ponovno greste v aplikacije. Oziroma, katero področje se vam zdi najbolj problematično, kjer bi bila ta uporaba vaših dognanj najbolj učinkovita? Recimo dve sta zdaj, ker se mi zdi, da imata največji potencial. Eno je sigurno recimo bazenske vode, da bi zmanjšali vnos klora v bazene. Klor je zelo problematičen v bazenih, ker ti lahko zreagira z organskimi snovmi in ratajo trihalometani, ki so kancerogeni. Se pravi, če bi tam zmanjšal to vnos klora, je to velik plus. Druga stvar, recimo legionela. Po medijih je skozi v bolnicah recimo to velik problem v večjih hišah. Če bi imel nek sistem, ki bi lahko kontinuirno skrbel za nizko koncentracijo legionele v sistemu, potem ne rabiš termičnih šokov, se pravi, ni treba vode segrevati na 70-80 stopinj Celzija, kar je, to zdaj pač morajo delati, vsakih, 14 dni, to sem zdaj na pamet rekel, morajo to narediti, da ti cel vodovodni sistem vzdigneš na tako temperaturo je drago, pa še nevarno je, če nekdo takrat pipa odpre, a ne ga opeče. Če bi se tega lahko znebil, da bi to skozi delovali, bi bistven prihranek bil, bolj varno bi bilo, recimo ta dva. Pa še drugi, sigurno so drugi, tudi. No, kot sva rekla, so te raziskave kavitacije zelo povezane z industrijo. Pa me zanima, kakšne so vaše izkušnje glede teh povezav do zdaj, in koliko je slovenska industrija sploh naklonjena uporabi nekih novosti, raziskovanja in koliko je sploh razvita, da lahko to mi smo z fakultete za strojništvo, nam je sodelovanje z industrijo, moramo ga imeti, če ga nimamo, je brez veze, kar se gremo. Sodelujemo z ogromno firmami tudi na drugih področjih, in v glavnem vse so zelo naklonjene, vejo, da nas rabijo v tem smislu. Pač imamo toliko znanja, da je to sodelovanje pač odlično, bi rekel. Imaš pa zdaj dva tipa sodelovanja z industrijo. Eno je to, da imaš neko dolgoročno sodelovanje, kjer gre za leta sodelovanja, vedno nove izboljšave, predlogi pa tako naprej. Imaš pa kratkoročno sodelovanje, to pa so bolj manjše firme, ki pa pride in reče, imam ta pa ta problem, mi ga lahko rešiš, rečeš ja. To je pa zelo intenzivno delo, ko res garaš ti del, je pa potem tudi rezultat zelo oprijemljiv. Ker narediš boljši izdelek, ki deluje boljše, oni so veseli in to je to. Potem pa, ko imajo nov problem, pride z novim takim problemom k tebi. Kar mogoče manjka slovenski industriji pri takih projektih, ki jih detajle, je pogum. To je riskanten projekt ali pa riskantna ideja, ki zelo veliko obeta. Se pravi, lahko se tudi zgodi, da ne bo dobro delovalo. Če pa bo delovalo, je pa to revolucija, recimo temu. Ampak v velikih firmah ni človeka, ki bi rekel, probajmo. To je pa tisto, kar nas mogoče malo nazaj tlači. Da ni neke poguma za tako sodelovanje, bi rekel. Doktor Dular, vi na fakulteti delate kot raziskovalec, hkrati pa tudi kot pedagog, kot univerzitetni učitelj. Kako bi vi ocenili odnos do bazičnega in pa aplikativnega raziskovanja? Se pravi, da se vi tako gibljete na enem in drugem področju. Zaznati je namreč, da je zlasti slednje aplikativno, zdaj bolj zaželeno tudi glede finančnih spodbud nasploh. Ja, to je zdaj spet lahko dan subjektivno pa objektivno mnenje približno. Glede na to, da sem s fakultete za strojništvo, se meni zdijo aplikativne raziskave verjetno bolj pomembne. Jaz tudi nekako, ko me vprašaš, s čim se ukvarjaš v splošnem, jaz rečem neka inženirska dinamika tekočin. Se pravi, vsa dinamika tekočin, ki ima neko aplikativno vrednost, zelo blizu, da mora biti. Zato se mi zdi tudi prav, da gre v to. Kot sem pa rekel, to je zelo subjektivno. Zdaj, če bi nekoga iz matematika ali pa fizika zaradi mene teoretičnega vprašali, bi mogoče drugače rekel. Se mi pa zdi, da gre znanost mogoče malo bolj
aplikativno tudi tako z leti. Če gledamo, ne vem, velikrat reče, ne vem, Einstein ni razmišljal o navigacijskih sistemih, ko je relativnostno teorijo postavljal, pa jo rabimo za to. In je trajalo 100 let, da je prišlo do tega, da dejansko njegovo teorijo se je uporabljalo v teh sistemih. Po drugi strani imaš pa en kup Nobelovih nagrad v zadnjih letih, kot so, ne vem, grafen, pa LED luči, pa super prevodniki, pa optična vlakna, ko je šlo pa recimo od ideje do Nobelove nagrade, do aplikacije, do tega, da imamo zdaj LED luči povsod praktično, je šlo v enem desetletju, ne več 100 letih. Se pravi, gre ta prenos bistveno hitrejše. So pa sigurno tudi raziskave, zdaj nisem jaz ta prav, ali pa da bom rekel, da pa zdaj ne vem, odkritje Higgsovega bozona ali pa gravitacijskih valov, da to ni pomembno, pa da to ne bo imelo neke aplikacije. Pa tudi, če nima aplikacije, je lahko to pomembno za, ne vem, kot ne reč, kolektivno zavest družbe. Ne vem, tako kot so bili navdušeni vsi, ko so gravitacijske valove odkrili, se je približno isto, kot ne vem, ko smo zmagali na Evropskem prvenstvu v košarki. Neke direktne, prijemljive vrednosti to nima, pa smo bili pa veseli, kar je tudi fino, verjetno. No, že prej ste rekli, da bo pri vašem projektu delala skupina različnih raziskovalcev, različnih ved. Znanost je danes res postala tako prepletena, da tako rekoč samohodcev več ni ali so pa zelo redki. In dojemanje v okviru ene znanstvene veje težko naredi nek bistven preboj. Kakšne so vaše izkušnje glede na to, da ste vi delali, mislim, da v Franciji in Nemčiji tudi? Mislim, da znanost se itak, mogoče če se nekaj 100 let nazaj, je bilo vse skupaj filozofija. Potem pa so počasi začele vede odpadati, pa so se razdelile, zdaj se pa počasi spet združujejo nazaj, bi rekel, da ta povezava spet bolj smo začeli ugotavljati, da so povezave, tudi ne vem. Kaj s filozofijo tudi? Ne vem, s filozofijo, mogoče. Nekaj ste rekli, da včasih je bila filozofija. Ne, samo če rečeš, ne vem, kaj je bil, ne vem, Galileo, kaj je bil on, ne vem, bil je malo filozof, malo je bil astronom, malo je bil, ne vem, potem pa počasi so ratali bolj specialisti za matematiko, bolj za fiziko, se je razdelila. Zdaj pa spet nazaj praha. Isto je bilo čisto konkretno, pri kavitaciji je bila podobna zgodba, nekako odkrili so jo, kaj jaz vem, da so se resno začeli ukvarjati z njo, je bilo, ne vem, 100 let nazaj. Mislim, da konca. Tam nekje. Prvi je že Newton o njej pisal, tako že zelo dolgo nazaj. Neke temelje take so pol tam 1900 nekaj postavili, ampak potem nekaj tam 1950 so se pa potem razdelila področja in so začeli se ukvarjati s tem inženirji, strojniki, ki so rekli, kavitacija je slaba. Fiziki, ki so rekli, kavitacija je zanimiva, recimo temu. Kemiki, ki so rekli, lahko jo uporabljamo za intenzifikacijo procesov, pa biologi, oni so malo kasneje prišli, ki so rekli, mogoče lahko bakterijo z njo uničimo. In tako stanje nekako, da se nismo med sabo pogovarjali, ker to je šlo tako daleč, že nismo niti vedeli en za drugega. Potem pa prišlo nekje leto 2000, ali pa še malo kasneje, ko smo se pa začeli med sabo pogovarjati. In to je mi se nismo znali med sabo pogovarjati, ker smo za iste stvari imeli različne izraze. Pa ko vidiš, kaj oni vidijo, pa kaj ti vidiš, potem pa ko začneš sodelovati, potem pa ni ovir, potem pa je šlo sam naprej. In zato se zdaj taki preboji na tem področju tudi dogajajo, bi jaz rekel. In kar v kratkem času, ne? Ja, mislim. Relativno, ne? Ja. Kako pa bi vi ocenili nivo znanja, ki ga dajo naše univerze v primerjavi z drugimi? Oziroma tudi to, kakšna je zavzetost študentov po vašem glede na to, da ste pedagog? Okay, zdaj na nivoju univerze težko rečem. Zdaj, na nivoju fakultete jaz bi rekel, če sva rekla prej, da bi jih primerjal z nekom iz Nemčije ali pa iz Francije, naši študenti so zelo primerljivi. Mogoče jim kdaj manjka kakšno teoretično ozadje, ampak zaradi tega pa zelo veliko doprinesejo recimo z praktičnim znanjem. To se mi zdi ključnega pomena. Zato smo tudi mi, kot sem rekel, smo bolj eksperimentalci. Zaradi tega, ker znamo narediti stvari, recimo tega Francozi, vsaj tisti, ki jih jaz poznam, ne bom zdaj posploševal, ne znajo. Zato so tudi
dosti cenjeni naši študenti tam. Vsakič, ko sem rekel, imam študenta, nimam denarja za njega, a bi ga rad, rekel ja. Sploh je rekel ja, jutri sigurno rečem, ampak ja, to je to. In je lahko šel tja. Ker je vedel, kaj bo dobil. Da bo dobil nekoga, ki je res dober, eksperimentalno, praktično podprt in da bo dobro delal. Tako da tukaj mislim, da smo čist primerljivi. No. Pa imamo mi toliko znanja, da bi naredili recimo eno mini Silicijevo dolino? Znanje imamo, problem je pogum. Kdo se bo tega lotil? Pa to je spet investicija, ki lahko veliko prinese, lahko pa ne. A si kdo upa iti v to v Sloveniji? Ne vem. En more po mizi udariti pa reči, zdaj pa gremo v to. Tako kot prej ste rekli pri industriji. Ja, mislim, to je stvar odločitve, ampak to se moramo kot nacija, kaj zvemo, odločiti. Kaj pa vašem potrebno za nek napredek, za nek preboj na nekem področju? Je to trdo delo ali je talent, sposobnosti? S čim ste v bistvu vi prosperirali? Če meni kdo reče, da sem nadarjen, pa sem zato uspel, se mi zdi to nekaj zelo grdega. Tako da je direktno, da rečem. Brez talenta pa z veliko dela lahko marsikaj dosežeš. No, obratno pa ne gre. To je tako, da bi rekel enemu športniku, da je talentiran, da je zato vse uspehe dosegel. Če bi na kavču sedel, jih verjetno ne bi. Bistveno je, da delaš prav, da si pogumen kaj delati, da se upaš kaj narediti, pa malo riskirati. Talent pa prav pride, no? Ni pa sploh to pogoja, da bi zdaj nekdo rekel, jaz imam talent, pa je to. Še slabše, da rečeš, da imaš talent, pa misliš, da boš zaradi tega vse dobil, ali pa da si nadarjen. Če ne boš delal, si ne zaslužiš. A to kdaj poveste vašim študentom? Ja, na vsakmu govoru pri zaključku diploma, da ne posluša doma potem, da je nadarjen. Naj si ne pustijo, da jim to govorijo. Da morajo se zavedati, koliko so delali teh 4-5 let na faksu. Na našem faksu morajo kar delati študenti. No, tudi prvemu letniku bi bilo včasih koristno povedati. Ja, tam ne učim, tako da to ne vem, jaz jih bolj v zadnjih letnikih dobim. No, poglejte, ko se zadnja leta znanost pri nas vedno bolj otepa s temi finančnimi problemi, je zaznati nekakšne ideje, da bi bilo potrebno finančno dobro podpreti tiste skupine, ki so v neki veji znanosti pač izjemno uspešne. Pravijo pač ti idejniki, kritiki, da bi tako ustvarili intelektualno elito, ki bi bila konkurenčna med najboljšimi na svetu in bi privabljala tudi vrhunsko mednarodno pamet. Kakšen pa je vaš razmislek o tem? Mislim, ja, samo tako stvar je težko narediti. Zdaj, če bomo rekli, kdo bo pa odločil, kaj je tisto, kjer smo najboljši. To je nikogar ni v Sloveniji, ki bi lahko rekel, da smo pa vrhunski znanstveni. Slovenija bo najboljša država v dinamiki tekočin, ali pa zaradi mene kvantne mehanike, ali pa v astrofiziki. Ni tistega, ki bo lahko to rekel. Vedno bo revolucija zaradi tega nastala, ker vsak si bo čutil, da je njegovo področje tisto najbolj pomembno. Tako da jaz mislim, da na hitro se tega ne da narediti, pa niti prav. Ste vsi tako dobri v teh raziskavah, ali kot pravite, ni poguma, ki bi recimo nekdo rekel, te so dobri, te so lahko recimo svetovna špica. Pogum sam, mislim, da ni noben dovolj objektiven v Sloveniji. Slovenija je tako majhna, da ne moreš soditi, tako bi jaz rekel. In vedno bo nekdo prikrajšan, bi rekel. Tudi to ni prav, da se denar deli tako, da so vsi približno zaveseli, da noben ne izvisi, da noben ne pogleda preveč ven iz povprečja, pa da bi bili ostali favš. Tudi to ni prav, definitivno to ni prav. Mislim, da bi eni korake bi bilo treba narediti, absolutno. Pa so lahko zelo majhni, pa se bo potem to po naravni poti izravnalo. Ne vem, če rečeva, konkretno imamo raziskovalne programe, ki je dolgoročno financiranje, ki je super, da imaš čas, da narediš nekaj večjega, bi rekel. Recimo, če bi pri teh programih rekel, da so lahko financirani iz programa samo raziskovalci, ki so odlični. Zdaj, kaj je odlično, je spet predmet debate.
Ampak ne more biti kar vsak član raziskovalnega programa, ampak samo najboljši. To pomeni, da bi tisti, ki niso dobri, bi že po naravni poti bili izločeni. Bi jih skupine same rekle, lej, ali začni delati, ali pa pejta. Vse to je grdo, ni glih to, da bi rekel socialna država ali kakorkoli, ampak na ta način bi mogoče lahko kaj naredila. Ne moramo biti pa povsod najboljši. Najboljši povsod so lahko, ne vem, v Ameriki, ki ima veliko denarja, no zdaj tudi malo manj, kot kaže, ampak neka majhna država pa ne more biti povsod zelo dobra. No? Med znanstveniki obstaja mnenje, da postaja znanost pri nas tisto polje, ki se ga vedno bolj odriva tudi na obrobje družbenega in pa tudi javnega zanimanja. Ste kdaj razmišljali o tem, zakaj do tega prihaja? Zato bi jaz rekel, ker ljudje ne vidijo dolgoročne ideje znanosti. Ko je bilo tisti protest za več vlaganja v znanost in so vsi videli samo gruče ljudi, ki protestira, da hoče več denarja, zato da bojo sedeli v kabinetih in računali, kot temu rekel. Ne vidijo pa tega, da če danes prekinemo investicije v znanost, da bo to pomenilo, da jaz osebno študentom ne bom mogel najnovejših spoznanj predajati, študenti, ki bojo šli v industrijo, ne bojo mogli tega industriji dati. Tudi jaz direktno industriji ne bom mogel najboljš pomagati, in se bo to rata špirala potem. In učink tazga pomanjkanja financiranja znanosti se vidi čez, ne vem, 5 ali pa 10 let ali pa 15 let zaradi mene. In tega se ljudje ne zavedajo. In kako jih prepričati, da je pomembna znanost, jaz ne vem. Tudi ko sem dobil ta projekt, je bilo velikrat, nekaj ljudi mi je reklo, takrat sem se sploh zavedal tega problema. Rekli, ja, bravo, čestitam, zdaj pa pazi, kako boš delal z denarjem davkoplačevalcev. Če je ta ideja v glavi ljudi, v večini ljudi, potem imamo problem. Ne danes, ampak čez 10 let pa bo to problem ratal. Zakaj mislite, da je taka v bistvu forma mentis v javnosti oziroma v družbi ratala? Tako mišljenje, tako vzdušje. Ja. Pojma nimam, ne vem. Tudi ko te gledajo kot javnega uslužbenca, mičkeno drugačni so javni uslužbenci, smo različni. Ne vem, jaz si ne morem, nažalost si ne morem privoščiti, da bom šel stavkati, tako kot grejo lahko drugi. Lahko bi šel, ampak jaz imam projekte, ki pač morajo teči. Nekoga iz Japonske to ne zanima, a jaz danes stavkam ali imam jutri praznik ali ga nimam. Pač stvari morajo biti narejene. Velikrat smo tisti javni uslužbenci tako na fakultetah kar tako malo na pol, kot bi v neki firmi bil. Tega se nekako ljudje ne zavedajo čisto. Je pa res, da mogoče prejšnja generacija, zdaj se to spreminja, jim je bilo bistveno lažje. Imeli so zagotovljena finančna sredstva samo zato, da učijo, veliko jih je bilo spet financiranih z programa. Ko si enkrat prilezel do nekega naziva rednega profesorja, je bilo to. Si lahko užival do penzije. Zdaj so pa stvari majčkeno drugačne. Ta borba za denar pri nas je precej nora. Ampak zadnja leta recimo je se dosti pospešilo recimo te javne predstavitve znanstvenikov, znanstvenih del in tako naprej. Ama to lahko... To je sam plus. To je sam plus, da se tako predstavlja, ampak spet ljudi težko prepričaš o dolgoročnem učinku znanosti. Kakor sem rekel, ne vem, pri strojništvu je to lažje, zaradi tega, ker če jaz razvijam nov sistem, kako, ne vem, meriti hitrost toka tam pa tam, pa rečem... Ali pa čistiti legionelo, recimo. Ali pa čistiti legionelo, ali pa ne vem, za primer, par let nazaj, smo se šli čisto znanost, pa smo študirali, kako meduze plavajo. Čista znanost, bi rekel, čist brez veze, kaj ste se ukvarjali s tem. Razvili smo sistem, kako z numeričnimi simulacijami to narediti. Smo fejst garali in smo v bistvu tisti program, ki smo ga uporabljali, so nam oni potem to v njihovi reviji objavili, kaj smo mi naredili. Potem pa čez 2 leti prišel iz ene firme, so prišli pa so rekli, nas pa imamo ene težave pri zapiranju ventilov. In sem rekel, opa, to je pa podobna reč in sem točno tisto zadevo vzel in je direktno na ventile apliciral in jim rešil problem. Pa bi rekel, kaj za vraga ima zdaj nek strojnik, inženir z meduzami,
ampak se je čez par let obrestovalo direktno v industriji. In zdaj njihovi ventili več ne šumijo, ko jih odpiraš. Težko je ljudem to predstaviti. Zdaj, če greš ti na ulico, na neko javno predstavitev in jim razlagaš, kako se ti z meduzami ukvarjaš, se bo vsak vprašal, kam gre moj denar. Če jim pa pokažeš, le z meduzami sem se ukvarjal, ampak to smo naredili, pa smo zdaj ventil boljši naredili, potem pa to lažje razumejo. Ampak, kot pravim, strojništvo je mogoče malo bolj enostavno to. Če imaš pa neko res teoretično fiziko ali pa ne vem, zaradi mene tudi filozofija, recimo, kaj za vraga oni rabijo, je to težje predstaviti. Sigurno je pa pomembno. Ja, zato je pa konec koncev tudi naloga novinarjev, da so nekako. Absolutno. Velikokrat tega ne znamo. Jaz znam zelo dobre članke pisati, ne znam pa ljudem dobro predstavljati, kaj delam. Tudi, ko sem pisal projekt, jaz znam dober članek napisati, prijave za projekt pa nisem dobro napisal. In pa smo super sodelovali z dvema filozofinjama, ki sta pa vedeli, kako je treba pisati, in sta mi zelo pomagali. Vse ideje so bile moje, pa besede so bile moje. Sem rekla, da so tukaj popravili, tole ni v redu. Tako da tukaj je filofax kar zrastel, takrat v mojih očeh bi rekel. Poglejte še tole, vsa ta vprašanja, ki sva zdaj od njih govorila v zadnjih minutah, so nenazadnje povezana tudi z odlivom mladih, sposobnih, izobraženih ljudi drugam. Druga, po njihovem mnenju, seveda bolj spodbudna okolja. Kako vi vidite, je to realen problem pri nas, kako se ga naj lotimo in kakšno je vaše videnje glede tega, ker le sodelujete in ste sodelovali s tujimi znanstveniki? Je problem, tudi jaz sem šel v Nemčijo, čisto zaradi finančnih, ne bi šel verjetno, če bi tukaj imel finance, pa sem pač šel, pa je bilo v končni fazi bila to težka, ampak odlična odločitev, če ne bi šel, ne bi bil danes tukaj. Problem je potem nazaj priti, to je ta velik problem, predvsem zato, ker se jim, ko nekdo gre, mora še zmeri, da dobi, recimo, če hoče nazaj priti, moraš imeti denar za njega. Da boš imel denar za njega je praktično na tem, ko enkrat ima doktorat, se nekako pričakuje, da bo tudi projekt s sabo pripeljal. To so zdaj recimo podoktorski projekti v Sloveniji, ki jih imamo, ki jih je pa zelo težko dobiti, sploh če si v tujini in ne nabiraš teh točk zloglasnih, tako kot bi jih, če bi bil v Sloveniji. Se pravi, plus to, da mislim, da pri zadnjem razpisu je bilo celo tako, da si mogel biti zaposlen na univerzi ali pa v Sloveniji, da si sploh lahko kandidiral, kar je totalen absurd. Da nekdo, ki je v tujini, pa je lahko bil vrhunski znanstvenik, mlad, ni bilo šans, da pride nazaj, ker že pogojem razpisnim ni zadostil. Tako da tukaj se bistveno premalo vlaga v to. ERC je en način, samo da ERC projekt dobiš, je težko, in moraš fejst garati za to. Po drugi strani pa zdaj spet, pa so pa take anomalije, ki jih jaz vidim, recimo, da ima ARRS, se je potrudil, pa je naredil to komplementarno shemo. Se pravi, tudi če ne prideš do konca pri ERC-ju, ampak prideš dovolj visoko, dobiš nek denar za 3-letni projekt. Ampak kaj so tukaj naredili? Rekli so, recimo za uveljavljene znanstvenike, za starejše, mora priti nekje med 60% najboljših in dobi denar. Za mladi znanstvenike je ta pogoj tam, da moraš priti v drugi krog, kar je recimo med 20% najboljših. Se pravi, bistveno težje za enega mladega znanstvenika priti do tega denarja kot za enega uveljavljenega. To ni v redu, bi moralo biti obratno. Nek mlad, ki se je potrudil in je prišel v zgornjo polovico vseh prijav v Evropi, ki so bile, bi mogla Slovenija reči, ok, ta ima potencijala, tega je treba podpreti zdaj za 2 leti, da bo še bolj zgradil svojo skupino in tako naprej, in da bo čez 2 leti pa lahko dobil ERC. Jaz sem tudi ta prvič, ko sem se prijavil, nisem dobil. Sem prišel v zgornjo polovico, ampak so me gladko zavrnili, ker sem bil še zmeri v skupini mojega mentorja in ni šlo česa, ker nisem bil dovolj samostojen. Pa znanstveniki dajete kaj takih predlogov, recimo, imate te izkušnje, kako se s tem spremeniti, da bo seveda začel na drug način delovati? Lahko jih daješ, kdo pa posluša, pa drugo. Zelo malo se posluša. Jaz ne vem, da bi koga izmed nas tako direktno poslušal. Sej je napredek, bi rekel, da je, ampak je zelo počasen, bi rekel. Kaj pa recimo te, ki ste vi jih recimo poznate, pa so odšli ven? Kakšna je njihova misel? Bojo prišli nazaj?
Ker to se zdaj recimo tudi na političnem okoljih govori o tem, privabljati nazaj. Ja, v Ameriki imajo ta tenure track sistema, ki je zelo drag. Dajo ti nekaj financ, po 5 pa te pustijo, da 5 let delaš, kar veš in znaš, in po 5-6 letih imaš zelo, zelo striktno in zelo grobo evalvacijo in takrat rečejo, a si ali nisi. In če nisi, greš. To so zdaj uvedli v Nemčiji, počasi uvajajo, v Švici že imajo. To so bogate države, ki se to lahko grejo. Ker to je drago, pač, da daš enemu človeku za 5 let denar in rečeš, delaj pa da vidimo. Jaz sem nekaj tazga imel. Jaz sem 5 let nazaj sem se nekako odločil, sem rekel, jaz bom zdaj probal sam, če mi rata, če mi ne rata, mi ne rata. Sem si sam to ustvaril, bi rekel. Pa sem sam projekte dobil, pa članke pisal, pa svojo ekipo počasi sestavljal. Še sicer zmeraj znotraj ekipe mojega mentorja, ampak sva se že tako zmenila, da je bil cilj skozi, da nekako ta ERC je bil nek cilj, tak bi rekel. Da sem tudi v drugo področje šel, kot ga je on imel. Sam to je težko, pa zato moraš biti kot vodja skupine, moraš biti za to odprt. Velikrat je fajn, ne vem, podoktoranta imeti, ki zelo dobro dela, je zelo napredna, ga je fajn imeti pod sabo, pa v bistvu je zelo dober delavec. Se ga je težko ločiti od njega, ampak bi bilo prav, da se. Jaz to probam zdaj narediti, pa ni simpel. Mi je težko, ker ne delam več z njim, ampak je prav, da je tako. In upam, da bo on dobil tudi projekt takle ERC ali pa kakšnega podobnega čez par let. V vašem primeru rezultat pa je bil ERC, Ja, pač vse se je poklopilo. Je tudi sreča bila, saj ni sam znanje pa vse skupaj. Tudi sreča verjetno je kar pomembna.